Zdravo, danes sem za vas, dragi gledalci in gledalke, še posebej razgaljena. Povsem sem se razgaljila in pokazala svojo notranjost. No, ampak kako se pa moji možgani počutijo takrat, ko rešujejo matematične naloge? Ja, nekaj nalaga, pa vse se nekako zaustavi. Matematika ni bila moj najljubši predmet, daleč od tega in jaz krivim eno profesorico, ki ni bila najboljša. No, ampak danes pa imamo tukaj profesorja, doktorja matematike, čez dan, zvečer pa tistega, ki poskrbi za dozo smeha, stand-up komik Uroš Kuzman, lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala lepa. Iz Veleja si prišel. Iz Veleja, tako je. Iz Veleja. Ni življenja brez Veleja. Zdaj ti meni matematičnih nalog ne dajeti, prav? Ok. Ok, ker ne bo šlo čez. Dam pa jaz tebi nalogo in sicer tako se ti čisto razgalim. Vidim, ja, da imaš tak zelo poseben predpasnik na sebi. Ja. Koliko kaj poznaš svoje telo? Svojega, kot vidite, ne preveč dobro, oziroma saj skrbim ne preveč dobro za njega, tako da tole mi bo kar uganka, če bo uganka povezana s tem, kar vidim. In ti si sprejel povabilo v oddajo za zdrav življenjski slog. Ja, se vem, se me vabijo samo na take oddaje, ne vem zakaj, ampak mogoče pa hočejo pokazati, kaj ne dela. Ja, mogoče ti hočeš pa nekaj povedati. Tako, mogoče upajo. Ja, jaz bi danes rada, da se ti mene malo dotikaš. Dobro, če samo po teh zunanjih organih potem bo šlo, drugače pa bo imela težave. Po zunanjih, notranjih organih, ne? Ja. Daj mi zdaj ti malo razloži, kaj imam jaz tle na sebi. Ja, jaz bi rekel, da tole je nekaj, iz česa se naredi pljučna pečenka. Ja, no pa daj to kar dol. Tako, to je dam prav. Lahko snameš. Ok, to je lung. Drugač, pljučna pečenka, ok, v redu. Pljučna pečenka, ja, zdaj kaj potem? Iz hrbta je bojda, pa ne jem mesa. Ja, sej tudi jaz. Tudi jaz ne, trenutno. Ampak ja, tole izgleda kot srce. Ja. Imam prav? Ja, hart, ja. Ok, zdaj to po tej zelo neposrečeni imitaciji je kar težko ugotoviti, ampak lahko bi bil tole, ne vem, sapnik ali kaj? Ja. A vemo? Ok, tole nimam pojma, zgleda kot nek tak brokoli, oziroma en delček brokolija. Brokoli? Kdaj si pa ti jedel brokoli na zadnjem? Ne zel brokoli. Ok, vrejo, brokoli. Ne zel pa ne razrasu. Drugače je zelene barve, no? Vem, kot tudi naslednja, ki je ne poznam, ampak ok, to je... Kaj? Očitno moj želodec. Kaj bi lahko bilo tle? Ja, a veš kaj, zavedlo me, ker jaz imam ful večji želodec. Ja, to pa res, ja. Jaz imam v bistvu, pri meni bi bil bistveno večji, ok? Kolikrat pa na dan ješ? Kolikrat na dan jem, ja. Zdaj pa rekel enkrat. Ne, 4 do 5krat, ampak ja. Zajtrk je? Je, zajtrk je. Dejansko se stajam ful zgodaj, tako da zajtrk. Kdaj je to ful zgodaj? Ja, odvisno, če grem v Ljubljano tam pa učit tam okoli 5:30, drugače pa mogoče tudi včasih ob 7, 8. Ampak imam otroke in pol seveda te oni zbudijo, če nekaj druga. Ampak večerne predstave imaš pa kasneje, ne? Ja, saj to je pa malo problem, ne? Ker pač pol po predstavi pa še nekaj pojesti, pa se pozna. Smo opazili, ja. Hvala lepa. Se ti lahko meni tudi to rečeš, vzaj ni problema. Ja. Pol se voziš? Pa ja, dejansko se vozim v Ljubljano v službo, pa pol pač po Sloveniji po predstavah. Tako da ja, sem kar na tej... Sem eden od zagovornikov, da je bilo fajn imeti avtocesto dovoljenje. Upam, da ti avto fajn manj žre, ne? Ja, manj kot jaz, ali kaj? Skozi to. Ja, no, kilometrino delaš orang, ne? Tako je. Ja, zdaj, ne vem, teh nižjih delov se nisi še nič dotaknil. Ja, se vem, nekako imam zadržek, ker vse tak neka kroza zgleda. Zdaj, jaz bi rekel, da tole je en tak prebavni trakt. He got at me, bi lahko rekla, ne? Ti imaš, tule imaš ti... Ja, kere čreve so zdaj? Ja, to je tvoje zelo razrasu slepič, očitno. Očitno si zelo dolgo čakala s to operacijo, tako da bi ga lahko mogoče že malo prej. Ok, zdaj pa kaj še imamo? Imamo še verjetno nekaj, kar se splača ukrast, sploh če si v deželah tretjega sveta, to je ledvici, ali kaj? Ledvici, ok. In to pa kaj? Kaj nam je še ostalo? Ja, ne vem. Jeta, a so? Litra. Jeta, ja. To je pa nekaj, kar, če ješ kaj je pa spet za pojesti? Če veliko maščob ješ, ne?
pol so jedra problem, ne? Tako, mi je uspelo, a je za 2? Ha? A je za 2, vse Ja, skupaj, veš za da. 50%. Za 3. Evo, zdaj, ko sem pa čist gola tukaj pred tabo, mi pa lahko vse nekaj zaigraš, če me že na večerjo nisi pelo. Ja, lahko, pa glede na to, da si ti sama nekako tole temo načela, si opazila, nisem glih ženska, ker pač to je v matematikih je ta čut za ženske oziroma za ženkarstvo, ali kaj naj temu rečem, ni glih najbolj razvit. Nismo glih spet. Aha, ženske smo neumne. Ne, za matematiko. daleč od tega. Matematiki smo samežljivi oziroma ne znamo glih pristopati k ženskam in mogoče evo tukaj en komad o tem, kakšni ljubimci smo matematiki. Ne poseče se nam glih fejst, včasih komu rata, to je ena skladba eno matematiko, ki mu je skoraj uspelo, evo. Ima pa naslov Račun brez krčmarja. Račun brez krčmarja. Tako. Ni prav pogosto, da dekle zaljubi mlado, se v nekoga, ki številke rad ima bolj kot čokolado. Ker če tudi takšen fant lahko nekoč doseže slavo, pa za ženski svet obdarjen v ta napačno je glavo. Ker tako bilo od nekdaj je v tem svetu, krutem zvitem, da med plesom v diskaču ne pomaga logaritem. A tokrat je narava zaobšla vsa ta pravila in verjetnostni račun na glavo obrnila, saj beta samec naš zanešil, težko je uganko in med juhe svoje spalnice upeljal novo neznanko. Sta ljubezen se štela in obleke odštela, si blazino delila se že skoraj množila, a preden v limiti sta dosegla konvergenco, se pojavil je en problem, koren z nizko potenco. Ja, hvala lepa. Tako da ja. A imaš zdaj problem s to potenco? Ne, mislim zaenkrat še ne, ampak potrkamo na les. Ti dam en daoistični nasvet. Če gledaš zjutraj sončni vzhod, je to ta prisotna moška energija in to bo, da krepi moško potenco. Dobro, zagotovo to ne piše v Kamasutre, ampak hvala lepa za nasvet. Ne, v daoističnih spisih pa. Ja, tako da relativno blizu. Bom si zapomnil, samo še sončni vzhod in potem bo. A veš, kaj mi je uganka pa pri tebi, recimo, ne? Načeloma tisti, ki obvladajo matematiko, ki jim je to jasno in tako naprej, uporabljajo drugo možgansko polovico, imajo bolj okrepljeno to logično polovico možgansko, medtem ko potem drugo, ki je odgovorna za kreativnost, improvizacijo, spontanost, glasbo, izražanje, ni dejansko tukaj močna in je tukaj manjko. Ampak tvoji možganski polovici pa sta dejansko obe polno razviti. Pa ja, mislim, ne bi zdaj zglih rekel, da za matematika je tipično, da ne zna improvizirati, pa da nima nobenih talentov. Mogoče redkeje to pokažejo, ampak jaz vidim tudi na fakulteti, ko imam sodelavce, kar nekaj ljudi je takih, ki znajo in igrati kakšne inštrumente in tudi so bili v kakih improligah ali pa kaj takega. Redkeje pa čutijo potrebo, da to v javnosti pokažejo. Jaz pa mogoče sem iz tega vidika, prihajam iz velike družine, 4 otroci, jaz sem bil najmlajši, pač si že mogel malo opozarjati starše, da obstajaš, tako da mogoče to iz tega ven izvira. Ful dobro. Krasno, veliko tvojih prireditev oziroma velikokrat se pojaviš po vsej Sloveniji in tudi mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke. V petek 8. vas vabimo na zvočno kopel. Gre za globoko celično sprostitev, ki se bo odvila tukaj v Ljubljani v Črnučah. V soboto 9. novembra vabljeni na delavnico uporabne aromaterapije, kjer se boste lahko naučili, na kakšen način vključiti aromaterapijo za boljše zdravje in počutje cele družine. 25. novembra vabljeni na delavnico naravne kozmetike, kjer si boste lahko kar nekaj izdelkov izdelali sami in se jih naučili izdelati morda za prihajajoče praznike kot darilce za druge. Tako, danes v moji družbi profesor Kuzman. Kako te, mislim, takrat, kadar predavaš, pač verjetno moraš biti resen, oziroma si vse želiš, da te resno jemljajo, ne? Ja. Pa verjetno so to tudi tisti študenti, ki pridejo na tvojo predstavo, zvečer se ti smejijo, pa čez dan pa ti moraš biti resen, pa pa tako naprej. Koliko ti to uspe?
Pa še kar nekako je, da kombiniram. Vse zjutraj v bistvu ljudje itak nismo razpoloženi za komedijo na splošno. Pa tek bi jaz rekel, da se tudi med pač tak nek spontan prijateljski odnos tudi z svojimi študenti, ampak ponovadi se tam nekje na sred prvega semestra se zlomi, ko so te prvi kolokviji, pa to pa se pa nekako sam še jaz smejem, ne vem zakaj, ampak zabava jih mine, ampak ne, tek, če šalo nastane, se mi zdi, da pač nekako je to, se tudi oni hitro navadijo, da pač tam je neko tako okolje, ki je humor redkeje vstopa oziroma je bolj kot neka popestritev. Zvečer predstava, oder, luč, mikrofon, to je pa pač čist neka druga zgodba in tudi pol malo druga osebnost. Misliš, da boš opustil kaj? Ali ti je fajn to, kar imaš trenutno na krožniku, malo vsega? Ja, ne, zaenkrat sem, mislim, oboje rad delam, tako da ta dilema, ja, mogoče v smislu tega nekega zdravja pa energije je kar naporno, sploh to zadnjo leto, ko sem imel to samostojno predstavo in sem res veliko nastopal, ampak zaenkrat kar nekako se ne morem ločiti ne od enega, ne od druge. In učitelj matematike sem z veseljem in to rad opravljam kot tudi komedijo, tako da zaenkrat, kar ostajam na dveh stolčkih, ne vem pa, mi bo uspelo čisto. Ali pa malo enega, malo drugega, pa bo enkrat. Pa se mi zdi, da je to naša percepcija, da ne moreš delati dveh stvari oziroma več stvari hkrati, da pač zdaj pa ti je namenjeno samo to, zakaj pa ne? Ja, zakaj pa ne, zakaj pa ne. Pač je pa res, da jaz imam še družino in potem malenkost moš, vsaka taka stvar malo odškrneš tistega časa za družino, pa ti ga malo zmanjkuje, zato pač mogoče se v nekem obdobju bolj posvetiš eni stvari, pa spet na drugo pešati. Ok, upam, da žena kdaj pride na vrsto tudi. Tudi. Včasih jo peljem na kako predstavo. Včasih jo pelješ na kako predstavo? Včasih tudi, se pravi, lahko pride na tvojo predstavo. Tudi ne na mojo, ja. Že parkrat je gledala tudi kaj drugega. Pa izrihtaš karto vse? Ja, mislim, polcenejno. Če poneseš par kartico. Nekje sem prebrala, da si tole izjavo, če nimaš svojih načrtov, postaneš del načrta od nekoga drugega. In mi je bilo zelo zanimivo, zaradi tega, ker v naši oddaji velikokrat govorimo tudi o kakšnih teorijah zarote, o tem, da mogoče smo vsi preveč ovce, da se premalo zavedamo, kaj se dogaja in da nam ves čas nekdo nekaj pere možgane in vse ostalo. Kaj si ti mislil tukaj v tem smislu? Dobro, jaz ne bi šel zdaj tako apokaliptično v to zgodbo. Jaz pač bolj mislim to, da pač ljudje se dostikrat znajdemo v situaciji, ko nismo zadovoljni s tem, kje smo, pa kaj se dogaja okoli nas, ampak hkrati pa nimamo tiste energije, pa nimamo tiste volje, da bi to spremenili. Oziroma, radi bi drugačno življenje ali pa nekaj drugega v življenju, pa ne naredimo nič za to. In jaz tukaj vedno pravim, vedno dam ta nasvet, če ti nimaš svojih načrtov, pač boš del načrta od nekoga drugega. Če si ti nezadovoljen na svojem delovnem mestu, še vedno imaš opcijo pa postati SP, samostojni podjetnik, delati nek svoj biznis, razvijati, ampak zato je pa pač pomemben korak in pač tukaj jaz vedno poskušam s tem citatom nagovarjati ljudi, da pač naj se mogoče odcepijo od tega razmišljanja in da naj se zavedajo, da ne bojo del načrta od nekoga drugega samo takrat, kada bojo pač neko svojo željo pa strast imeli in bojo za tem sledili. Ok, fajn. Globoko. Hvala lepa. Všeč. Zdaj imam eno matematično nalogo, tam od enega 7. razreda, od 7. razreda mi je ni ratalo rešiti, ne? To je že celo leto, ali kaj? To je že celo leto pa pol in zdaj sem tukaj časa čakala, da si prišel, sem ti jo prešparala. Skratka, šla so v trgovino, oziroma frentica šla v trgovino, videla hlače za 97 evrov, ni imela dosti denarja, si je sposodila 50 evrov od mame in 50 evrov od očeta. Ok? Da sem se jasno. Kupila si je hlače, te za 97, 3 evre je ostala, se pravi, 1 evro je vrnila mami in 1 evro očetu, 1 evro je pa obdržala za sebi. In zdaj je mami in očetu dolžna vsakmu po 49 evrov. Ja, to je skupaj. Ja, torej 49 plus 49 plus 1 evro, ki ga je obdržala zase, to 99 evrov. Ja. Kje je 1 evro zdaj? Ko ga rab tam za kavico, za avtomat. Ali pa za plačilo parkirnine, ampak ne. Ja, vidim, kam miriš. Malenko zmotno je to seštevanje. V resnici, če premisliš še enkrat, kavbojke so stale 97, to je ona si v resnici sposodila 49 pa 49, to je 98, ampak 1 evro imaš še vedno denarci. To je v bistvu, ko prideš do 98, moraš ta 1 evro odšteti, ne pa prišteti. Ne smeš iskati, poskušati priti do stotice, ampak moraš poskušati priti do 97-tice. Tako
Tako da v resnici ni nobene napake, samo malenkost zavajajoče, bila zastavljena uganka. Ja, zdaj si ti meni pomagal, zdaj moram pa še jaz te pomagati. Prosim. Ja, prej si se nekaj pretoževal, da ne na kameri stisnemo gumb, ki te malo... Zoža, tako. Ki te malo zoža, ne? Autokorekt. Evo, nimam za tebe kakšnega čudnega čaja, po katerem boš čez en teden zgubil 15 kil, ne? Ker mislim, da tole ne obstaja. Ampak imam pa vseglih za tebe nekaj, kar pa ni dobro, v smislu okusno. Je pa zelo fajn za te jesenske dni, zaradi tega, da noš kakšne predstave zgrešil. In to je noni, v bistvu ekološki, en sadež iz polinezijskih otokov, ki zelo dobro vpliva na dober imunski sistem. Ki pa dejansko zgleda kot brokoli. Ki pa dejansko zgleda podobno brokoliju. Ja. Mogoče bi brokoli lahko večkrat vključil. Mogoče, ko bom to povedal, bom rekel, da je brokoli kar dobro. V bistvu to piješ, no. Res ni dobro, ampak se res splača tole piti. Čist po en šilček, veš, ne deci. Po en šilček 11 dni, zaradi tega, da si mal imunski sistem nabildaš. No, pa v bistvu tudi na to vpliva, da če so odvečni kilogrami, da lahko grejo dol. Pa ni Herbalife ali pa kaj? Ne, brez skrbi. A si se kdaj spustil v ta svet dietiranja in vsega tega? Ali pa mogoče se je tvoja žena spustila v to, pa te potegnila noter? Seveda sem se. Na faksu sem recimo prakticiral tisto Montignacovo dieto ločevalno, da pač to ješ, ono ne ješ. In si se ločil od sebe? Nisem se ločil od sreče. Od sreče. Tako da sem pol prišel tu nazaj. Najbolj učinkovito sem shujšal, ko sem bil 4 mesece na Norveškem, ker sem bil na eni ful učinkoviti dieti, če se slovenska plača v Oslu. In to je bilo zelo učinkovito, bistveno manj sem jedel, bistveno manj sem se redil, ampak ja, drugače pa tekno. To je taka moja mantra, ta največji izziv v življenju je stopiti na vago in pol. In to je bo očitno ostalo ta moja vizija za prihodnost. Sedaj drugače nimaš tukaj kil preveč, ker mogoče zdaj se... Tako, se vem, da nimam. Hvala lepa, se vem, da smo na oddaji, da moš to reči. Hvala lepa. Ne, rekla sem, da ni tako hudo, ne pa da je vredno. Okej, da se razumemo. Ne, predvsem bi lahko rekla, zdaj, če že ocenjujem tvojo telo, čisto iz zdravstvenega vidika, bi rekla, da je stresni hormon precej visok, se pravi, bilo treba dodati maščobe, ampak kvalitetne maščobe. In tu imamo še en izdelek, ki naredi prav to. Kit bo to povsem eliminiral že v prvem tednu uporabe. Tako, samo easy come, easy go. To imaš avokado recimo, za zajtrk avokado ti je super. In vse take stvari, ki imajo res kvalitetne maščobe. S čim pa ti misliš, da ga biksaš? Jaz mislim, da dejansko se strinjam s teboj, ta stresni hormon, oziroma pač način življenja. Če imaš ti v življenju malo več časa, ta čas posvetiš tudi neki športni dejavnosti. Jaz daleč od tega, da ne bi hotel športiti. Jaz z veseljem grem s kolegi špilat košarko, v hribe rad hodim, tudi laufat grem z veseljem, ampak ko imaš pač nekako ves čas zapolnjen z nekimi obveznostmi, pol tega časa zmanjka in to se pač pol pozna. Prioritiziranje. Tako. Ful fajn, jaz ti želim vso srečo in veliko prireditev še naprej, ker mislim, da po mojem mnenju imate komiki veliko večji vpliv in dober vpliv, kakor mogoče kakšni politiki in tako naprej. In tudi določene stvari, ki so problem, na boljši način predstavite in dejansko vplivate zelo dobro na ljudi. Tako da hvala ti, ker si, pa srečno pot nazaj v Veleje. Mi pa imamo pripravljen tudi en posnetek, kaj počnejo živali oziroma fotografije, kaj počnejo živali takrat, ko jih ne gledamo. Nekaj tanga, ne? Nekaj tanga. Ja, tudi tole ste že doživeli. In pa, ne, nisem bil jaz, sploh nisem bil jaz. Skratka, privoščite si danes kaj dobrega, polnega kvalitetnih maščob in dovolite si nasmeh na obrazu. Lahko pa mi našo usodo spremenimo. To je meni najbolj fascinantno, da vem, kje imam težave, kje je plus in gremo v to smer. Če je nekje neka težava, jo bom preskočila, če bo ovira, ne bom se zaletela v njo, ampak bom šla čez. Če pa ne...